Da je vseživljenjsko učenje v Posavju zares bogato in raznoliko, so znova pokazali in dokazali udeleženci parade učenja, ki je letos znova potekala na ploščadi pred Kulturnim domom Krško. Tokrat je na njej sodelovalo kar 30 organizacij. Predstavnice Zdravstveno-vzgojnega centra Zdravstvenega doma Krško so na primer obiskovalcem predstavile pomen zdrave prehrane in prikazale, kako pomembno je branje deklaracij z embalaž, predvsem o vsebnosti sladkorja, soli in maščob. V bistvu so predvsem presenečeni, koliko je enega sladkorja v teh pijačah, oziroma olja, v samem čipsu, ko ga takole ob televiziji kar hitro zmažemo, ne? Skratka, je zanimanje in so kar presenečeni, no, tako da ja. Ja, jaz sem letos prvič tukaj, no, tako da jaz vidim, da je glede na vreme zelo velik obisk. Tudi odziv je zelo zanimiv, no, tako govorijo, da je tudi te teme, da so zelo zanimive, no, ta krepitev duševnega zdravja. Danes smo pripravili predstavitev programov, se pravi vpis novih prostovoljcev, igro Križič-Kružič, pa dobre misli za obiskovalce. Krški poklicni gasilci so predstavili poklic gasilca, gasilca reševalca na divjih vodah, potapljača in vrvaša. Pripeljali smo tudi vozilo za gozdne požare, ki ga imamo namenjenega, vso opremo, katero uporabljamo za reševanje iz višin in globin. Potem smo pripeljali tudi s seboj celotno potapljaško opremo za potope, za iskanje ponesrečenih v vodah in pa za reševalce na divjih vodah. Lahko bi dejali, da je bilo spodbujanje kreativnih načinov učenja rdeča nit tokratne parade učenja v Krškem, na kateri pa se niso zvrstile zgolj izobraževalne in ustvarjalne delavnice, ampak tudi glasbeni in plesni nastopi. Glavni koordinator tednov vseživljenjskega učenja v Posavju in s tem parade učenja je že 28. leto zapored Ljudska univerza Krško. In takšni dogodki, kot je teden vseživljenjskega učenja, kot je koordinacija teh prireditev in kot je današnja parada učenja, je ravno tudi temu namen, da se spoznavamo, da spoznavamo svoje dejavnosti, različne in vso pestrost, ki jo imamo, in da na osnovi vseh teh spoznanj lahko tkemo neka sodelovanja za vnaprej, kar vsekakor vsi za dobro delo in ohranjanje dejavnosti potrebujemo. Tedne vseživljenjskega učenja izpeljuje 39 koordinatorjev, ki jih potem izvaja 2000 izvajalcev različnih in ki bodo v tem letu pripravili okoli 8000 dogodkov. Se pravi, je pravzaprav so tedni vseživljenjskega učenja preko kapilar pa šli v najmanjše kraje v Sloveniji. Parada učenja pa je letos potekala po 20 slovenskih mestih.